Dober dan in dobrodošli v novi epizodi spletne oddaje Masterchef Kuhna, kjer z nekdanjimi masterchefovci pripravljamo kratke, sladke in približno 10-minutne recepte, da smo v tem okviru 10. sezone Masterchefa. Danes je z mano zmagovalec 8. sezone, Luka Novak. Luka, živjo. Lep pozdrav. Kako je? Pa gre. Gre? Delamo. Ta tvoj nasmešek se mi zdi, da je kar uspešno življenje. Ja, bi lahko rekel temu tako, ja. Novopečeni očka, kako gre očetovstvo in delo? Pa gre, super gre. Se navajamo. Mislim, delamo isto, malo manj spimo, ampak drugače pa. Hotela sem reči, dete kaj spi? Pa ja, lahko rečemo, da ja. Ja, lahko. Ok, super. Povej, danes si pripravil precej zanimive sestavine. Jaz vidim sirni namaz, vidim belo čokolado, vidim panceto, kruh, pistacijo, rukolo, ni da ni, granatno jabolko. Kaj za vraga pripravljaš? Pa tako, ko je zame značilno, ne more biti nekaj navadenega. Tako da danes bom v bistvu pripravil en tak sendviček, brand sendvič, v kombinaciji bele čokolade, pancete, granatnega jabolka. Tako, zanimivo. Se veselim. Zakaj je točno ta kombinacija, ta sendvič? Pa ne vem, enkrat sem ga sprobal, pa mi je bil tako res da sendvič. Tak malo poseben, ampak za zjutraj, tako da zanimivi okusi. Kako prideš na idejo vseh teh okusov? A veš, mi smo vsi salama, ser, kumare. Ja, ne vem, pač to, če kuhaš, rad kuhaš, ti pač špila v glavi, to je to. Tle ni druge. Super, povej, kje začneva. Se pravi, prvo vzamemo eno štručko, jaz bom zbral ciabato, jo prerežemo. Povej, kako si zdaj ti, ki je v bistvu koliko je, 2 leti od tvoje zmage? Tako, sem še vmesnem, evo, bom sem tole, se pravi, dali bomo popeč panceto. Kako je življenje, kako je poslovno življenje, kuhanje? Veliko se dogaja, uspel mi je v teh, se pravi, koliko je to, 2 leti, ja, 2 leti mi je uspel, se pravi, sestaviti posel, biznis na ta način, tako da z mojo ekipico res veliko delamo. Pridružila se mi je še moja žena, tako da je kar zanimivo, no. Res delamo veliko na finger food cateringih, ali kako bi rekel. Se pravi, te mini prigrizki na dogodkih na malo višjem nivoju. Se pravi, da je malo bolj fancy in vse skupaj. Tole, te neki seksi sendviči. Tako. To sem jaz prejle rekla, ko sem videla sestavine, da je ta sendvič v bistvu, jaz ga bom poimenovala kar važič. Ja, se je, tudi že barve, ki bojo gor, je tak, da bo res sekuvano. Tako da, pa take, no, zanimive okuse na malo drugačen način predstaviti ljudem. Ti si imel po zmagi v Masterchefu, jaz se spomnim, veliko željo, oziroma je bila ena od želja, da bi imel v bistvu nek svoj bistro, malo bolj morsko obarvanega. Jaz se spomnim, da si mi še enkrat opisoval neke barve, kako bi to izgledalo. Ja, mislim, ta ideja je še vedno, mislim, tako je, še vedno je ta želja, da na morju nekje enkrat v prihodnosti to tudi uresničim. Je bilo pa tako zdaj, da vmesna faza, ali kako bi temu rekel, je, da smo odprli showroom Octus, se pravi kot nek nov brand za mojim podpisom v spodi, ki je v bistvu mini restauracija zaprtega tipa, se pravi za zaključene družbice in pač to hočemo delati. Se pravi, da ni tisto na veliko, ampak da je tako res privatni bistro, to na ta način. Kako pa se ti spominjaš zdaj, recimo, ko pogledaš nazaj na Masterchef, zdaj 2 leti, en vtis se ti je naredil po toliko in toliko časa. Eno so sveži spomini, eno so tisti spomini, ki ostanejo. Kako se spominjaš te cele izkušnje? Bil je nek proces, mislim, lahko bi rekel nek proces oziroma obdobje v lifeu, ki se je ful dogajalo. In sem v bistvu po en stran hvaležen, da se je vse to zgodilo. Evo, pancetka je popečena, tako da jo damo v soco. Čakamo takole. Tako, da malo znižamo. Pa tle, da sem polil, se pravi, olivno olje. Jaz bom uporabil sem polovico kruhka, zato da malo bolj seksi izgleda. Kaj je zložen gor, da ne pokrijemo vse, ki bomo sestavili. Bo brez veze, da bi sploh kaj filali. Se pravi, lepo popečemo, da bo lepo hrustljav. To v vmesnem času, evo, vzamemo sirni namaz, povem, kaj bom naredil, pa odgovorim na vprašanje. Se pravi, malo soli. Samo da povem tistim, ki naj jo spremljajo, jaz sem dala svojim gostom recept, sem prosila, če lahko v 10 minutah nekaj pripravite. Tako da, če se vam zdi
da Luka ful hiti, je zaradi tega, ker pač hoče upoštevati mojo željo. Ne, je to zato, ker Luka tako kuha. Ja, jaz ne znam počasi kuhati, pri meni mora se skozi dogajati. Ok, pa mešaj. Koliko pa lahko multitaskaš, da se vmes pogovarjaš? Veliko. Ok, poveva sem, kaj si dal zdaj v sirni namaz. Dal sem samo malo soli, popra, olivnega olja, lahko dodate zraven še kakšno vam ljubo začimbico. Ne vem, tukaj bi se podal kakšen timjanček, rožmarin ali pa kaj tasga. Lahko bi tudi šlo malo limonine lupince noter, tako da se da. Mislim, eksperimentirajte. Probite, ne se bati. Se mi zdi, da mogoče ljudje premalo tudi začimbe uporabljajo, ne? V domači kuhinji. Ja, mislim, sicer jaz sem tudi oseba, ki zelo malo uporablja začimbe. Sem res bolj pristaš soli, popra. Pa klin okusov? Tako, pa klin okusov, pa da so dobra sestavina, pa da da res tisti efekt. Ampak drugače pa ja. Moramo se igrati. Ja, treba malo probati. Torej, no, a se spomniš vprašanja? Ja, se spomnim, kako je bilo obdobje to vse skupaj. Ful zanimivo obdobje, se mi še vedno zdi, da sem ful vesel, da se je to zgodilo mi, da sem lahko šel iz tiste cone obdobja ven, da je bil to puš, ki me je porinil in naredil vse to do konca. Najbrž bo zdaj vprašanje, če bi še enkrat ponovil. Ne bo to vprašanje, ne. Ker ne vem, če bi. Ne, moje vprašanje je, kako ti je v bistvu, ti si nekdo, ki si šel iz totalnega biznisa v kuhinjo. Ti si bil v bistvu, če se prav spomnim, direktor doma, ne, v podjetju. Jaz sem bil direktor doma v podjetju, šel sem ven iz unga biznisa in sem šel v bistvu v drug biznis. Jaz to tako gledam še vedno. Ja, definitivno kuhanje je moja strast in zakaj ne bi združil kuhanje z nečem, kar obožuješ. Pač to je to. Se pravi, nekaj ful delaš, pa še to prodajaš. Jaz mislim, da to je win-win situation. Ja, zdaj imaš tudi v bistvu zelo dobro podlago, ker si to že doma delal. Tako, evo, zadeva hrustlava. Zdaj pa vzamemo sirni namaz. Še vedno me zanima, kaj je s tisto čokolado. A mi boš sprot povedal ali mi razkriješ, kaj delaš z njo? Z belo čokolado? Ja. Ona bo sem na vrhu prišla na konec kot sladki element. Okej. Ja. In bo dala v bistvu ta nek kik, tako. Evo, takole, ne šparati z namazi, da je to sočno. Ja. Tako da to. Pa vzamemo malo granatnega jabolka, ga damo v spodaj malo, da dobimo to kislino. Pa pancetko. On res hiti, on je na 100 obratov. Ampak super, bom čim prej lahko zagrizla v tale sendvič. Zdaj topla štručka, veš, mora biti... Ja, še to je. Mora biti hitro, ne. Takole. Kaj pa recimo, kaj ti je dal Masterchef, kaj si se naučil samo sebi, kaj so ti dali izzivi, ves ta pritisk, ki si ga začutil v tisti kuhinji? Tisk, ki bo potrpežljiv, bo daleč prišel. Po mojem, to je tako največje glavno vodilo. Potrpežljiv v smislu, da tudi mernost? Mernost, počas. Če zdaj ne rata, bo ratal pa čez par minut ali pa par ur ali pa par let. Ni panike kdaj. Evo, na vrh pistacijo, da damo malo, jaz sem malo naseseklal, lahko date celo, te čez po želji. Tako ven. Pa zdaj the chocolate effect. The chocolate effect. Dala sva sirni namaz, granatno jabolko. Pancetko, rukulo, pa sem dal še malo granatnega jabolka, še malo pancetke, pistacijo na vrhu, vzamem belo čokolado. Čokolada se bo pa naribala. Mislim, sem nariba po vrhu. Ja, jaz sem ga kar prav označila, vidiš, nisem ga videla prej, ampak je krvažič. Drugače zgleda kar v redu, no? Ja, zgleda kar v redu. Ne, okusi štimajo, to vem, ker sem ga že sprobal večkrat. No, to je važno, ja. Si predstavljaš, da bi zdaj probala na kamero pa rekla, njam. Ma ne, se pred kamero bi pofejkal pa rekla, da je v redu. Ja, super, Luka, hvala lepa za tale sendvič. Zdaj ga je treba samo še probati, ne? Točno to. Ja, te bomo spremljali še naprej in upam, da še kdaj kaj okusimo tvojega. Ja, tudi jaz si želim to, tako da. Zdaj pa samo še trenutek resnice. Tako prerežemo in vidimo, kam smo prišli. Ja, ti že veš, ne? Ti si ga že, ja. Izvoli. Ti si ga že poskusil. Hvala lepa. Dober tek. Dober tek, čim.
Škaj mi je najboljš? Je popečen kruhek tudi, ki zahrusta. Ta igra slano, kislo, sladko, čokolada čez. Vrhunsko. Hvala. Jaz, če bom imela te sestavine, ga bom naredila. To bom znala narediti. Ja, je čisto preprosto. Da. Super, Luka. Hvala ti za tole. Ja, ni za kaj. Jaz se priporočam še za kakšen tak simpel recept, to je vedno dobrodošlo. Ja, se bom potrudil, pa pošljam. Pa pošljaš, ja. Tako, ja. Hvala ti, se vidimo, pa lepo bodi in uspešno še naprej. Hvala lepa. Pa srečno z otročkom. Ja, hvala. Hvala tudi vam, dragi gledalci. Spremljate nas še naprej in poskusite pripraviti ta preprost, a izjemno okusen sendvič.